Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o dohodnini, kajti ravnokar so začeli pošiljati dohodninske odločbe, torej odločbe, za katerimi naša država pobira davke na dohodek. Davek od prihodkov, ki si jih dobil v preteklem letu. In ti izračuni so zelo kompleksni, zelo malo ljudi razume, kaj je vse odvisno od tega, da mora nekdo doplačati nek denar državi, da je dolžan dohodnino, nekateri pa da dobijo nek denar nazaj, da je bil presežek dohodnine, akontacije dohodnine plačan v lanskem letu. Polno je teh davkov in davčnih stopenj in vse skupaj se stalno spreminja, tako da povprečen državljan ni zmožen slediti vsem tem spremembam in razumeti, kako naš davčni sistem deluje. Naposled se pa lahko vprašamo tudi, zakaj država pobira davke v obliki denarja. Nekdaj je bilo že logično, da je nek kralj pobiral davke v smislu, da je jemal kmetom določen del pridelka, ker je na ta način lahko kralj poskrbel za sebe, za svojo blaginjo in recimo, da zagotavljal neko varnost svojim podložnikom s tem, da je vzdrževal vojsko. Potem pa je razvoj denarnega sistema prišel v to, da denar ni več vezan na resnične vrednote, ne odraža več vrednote nekega dela ali sredstev, kajti pred desetletji se je spremenila ta odločba, da lahko vsak ustvarja samo toliko denarja, kolikor ima zlata v protivrednosti. Sedaj denar tiskajo centralne banke kar iz nič in ga potem posojajo bankam, te pa potem posojajo denar državam. Kaj je torej smisel, da ima nekdo pravico tiskanja denarja iz nič ali pa kar enostavno s tem, da generira nek denar v digitalni obliki v računalniškem bančnem sistemu. Mi ljudje pa moramo potem delati na nekih delovnih mestih, trpeti, zato da dobimo denar plačan od delodajalcev. In potem morajo delodajalci plačati določene dajatve, prispevke državi, socialno varstvo, za pokojninsko blagajno, vse mogoče prispevke, ki so približno v enkratniku neto plače. Naposled pa še dobimo to dohodninsko odločbo, ko država še presodi, ali si jim še kaj dolžan
ali pa ti bo ona vrnila nek denar. Vse skupaj lahko zelo zracionaliziramo s tem, da spremenimo delovanje gospodarskega in družbenega sistema, da prenehamo dopuščati neko moč ustvarjanja denarja in vrednot nekim centralnim bankam in bančnikom, ki imajo svoje lastne sebične interese, in da ustvarimo nek družbeni sistem, ki bo zagotavljal enakopravnost in enakovrednost vseh ljudi. Korak v smeri izgradnje tega sistema je uvedba univerzalnega temeljnega dohodka oziroma izboljšanega predloga, ki se imenuje zagotovljeni življenjski dohodek. In to bo končno lahko začelo odražati neko resnično vlogo države, da poskrbi za blagostanje svojih državljanov. Torej, da vsak človek dobi dovolj denarja vsak mesec avtomatično in da mu je zadoščeno za te temeljne potrebe, ne glede na to, ali je nekje zaposlen, ali je brez dela. Skratka, da se s tem podpira življenje, da se daje življenju največja vrednost, ne pa tako kot sedaj, ko ima denar vrednost pomanjkanja. In da samo tisto, kar je najbolj redko, ima najvišjo vrednost, kot so diamanti, zlato in podobno. In zato se potem sistematično, umetno ustvarja pomanjkanje, da se umetno ustvarja neke vrednote. Življenje ljudi pa je nepomembno, zato ker pač ljudi nas je ogromno na tem svetu in je vseeno, če nas nekaj milijonov zgine v kakšnem genocidu ali v kakšni svetovni vojni. Predlagam zato, da vsi podprete te predloge za izboljšanje družbenega in gospodarskega sistema, zlasti uvedbo UTD-ja ter zagotovljenega življenjskega dohodka. Seveda pa, da se pred temu pozanimate, kaj to dejansko vsebuje, kakšne so podrobnosti teh predlogov, da boste to razumeli in potem resnično za svojo voljo to podprli tudi preko politične volje. Več o teh predlogih si pa prosim pogledajte v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.